Zelo časa nisem bil tako naložen, kot sem danes in to mi je tako všeč. Zato, ker je očitno postalo, da sem bil v okolju, kjer sem do zdaj predaval, že preveč navajen na rutine, na protokole, če lahko tako rečem, ki so postajali zdaj za nazaj gledano, nezanimivi, dolgočasni in danes je nekaj drugačnega in to mi je všeč, kot sem rekel. In poskušal bom pokazati, zakaj je pravzaprav to dobro. Izhajal bom iz te izkušnje, poskušal bom razmišljati, kaj ta izkušnja, ta nervoza pomeni za to, kar je v naslovu današnjega predavanja, in to so sodobne teorije pravičnosti. Jaz si seveda ne domišljam, da bom obširno spregovoril o sodobnih teorijah pravičnosti, preveč jih je, da bi jih samo naštel, kaj še ve, da bi jih govoril, ampak vseeno je v redu, da je naslov tak. Tole je prvo predavanje iz cikla predavanj, ki bodo potekali v tem prostoru. Naslov tega cikla je egalitarne simbolizacije življenja s posebnimi potrebami. Egalitarne simbolizacije. In poskušal se bom obnašati skladno s tem naslovom. Celoten cikl se zaključi 7. maja na enodnevnem simpoziju, ki bo potekal v Ljubljani. In vsi, ki bomo predavali tukaj, bomo takrat, 7. maja, tudi tam, na tem simpoziju. Začel, oziroma nadaljeval bom z enim vprašanjem, ki mu sledi zelo podrobna analiza, oziroma raje bi rekel komentar k temu, kar zagovarja Sokrat, preden ga usmrtijo. In del moje nervoznosti je že povezan s tem. Sokrat namreč govori o tem, kar bom komentiral, v zadnjih minutah svojega življenja. Dobesedno govori nekaj minut, preden spije strup, nekaj minut, preden umre, kar ni nepomembno. V resnici je celo izjemno pomembno. In jaz upam, da bom z nekaterimi alegorijami, z nekaterimi idejami ponazoril, zakaj je tako. Zakaj je torej tako pomembno za razumevanje ideje pravičnosti, kar pove Sokrat v zadnjih minutah svojega življenja. Čisto naključje je, da leta 1971 izide knjiga, ki jo je napisal ameriški filozof John Rawls. To je znamenita in nič kolikokrat komentirana knjiga z naslovom Teorija pravičnosti. In da istega leta nastane film, ki ga je režiral italijanski režiser Roberto Rossellini z naslovom Sokrat. Ta dogodka na noben način nista povezana, razen, če poskušamo narediti to, kar bom poskušal narediti v nadaljevanju. V Rossellinijevem filmu sledimo zadnjim pogovorom, ki jih ima Sokrat s svojimi učenci. In kot gotovo veste, so učenci zaskrbljeni za usodo svojega učitelja, čeprav vedo, kakšna je, saj samo še nekaj minut do tega, da se dokončno uresniči. In mu poskušajo ga prepričati,
da bi mu organizirali pobeg iz zapora, iz ječe. Sokrat navede nekaj razlogov, zakaj ne more sprejeti in ne bo sprejel njihovih predlogov. In eden od teh je sorazmerno nepomemben, to je razlog, da je že dovolj star, bliža se 70. letu svoje starosti in reče, nekaj let gor in dol, ne spremeni ničesar. Vseeno je, grem zdajle, čez nekaj let, to je nepomembno. Drugi razlog, ki ga navede, je pomembnejši. V resnici je izjemno pomemben in reče, narava, ko Sokrat reče narava, to niti slučajno ni isto, kot če mi danes rečemo narava, kot to zdaj ni toliko pomembno. Narava je določila mojo usodo že tako rekoč na začetku mojega življenja. In ker je moja usoda določena, je jaz tako ali tako ne morem spreminjati in je tudi ne nameravam. Kar pomeni, da sem jo sprejel. Sokrat, torej kot filozof, sprejme svojo smrt kot nekaj, kar je njegova usoda. Seveda je usoda vsakega človeka, da umre, toda Sokrat je moral umreti zaradi zelo natančno določenih obtožb oziroma obsodb. Zato je dobro še enkrat pomeniti, česa ga obsodijo. Spet gotovo veste, da ga obsodijo 3 zločinov. Eden od njih je trivialen, oziroma pravzaprav bi rekel raje, da je absurden, hkrati ima pa zanimivo ironično razsežnost. Očitajo namreč, da ne spoštuje bogov, kot jih spoštuje, ali pa naj bi jih vsi Atenčani. To je podobno, kot če bi nekomu očitali, da ni vraževeren. Očitek je absurden in mislim, da je to razvidno samo po sebi. Absurden je še iz nekih drugih razlogov, pa ta je mogoče najbolj v oči bijoč. Zakaj je v tem sicer absurdnem domnevnem zločinu nekaj ironičnega? Nekaj ironičnega je zato, ker, če berete Platonovo apologijo, če berete Platonov filozofski tekst, če berete njegovo spravo o zadnjih Sokratovih dnevih, lahko preberete, da Sokrat, oziroma Platon mu seveda to položi v usta, mi ne moramo vedeti, ali je Sokrat to zares izrekel ali ne, ampak verjamemo Platonu, da Sokrat med drugim zelo natančno, ravno na sodišču, svojim tožnikom in sodniku, glede svojega odnosa do Boga, reče natanko tole. In reče, jaz sem vaš vdani podložnik, sem ubogljiv, na tem sodišču ne mislim delati nikakršnih težav, toda mnogo bolj kot vam sem podložen Bogu. Glede to, da je Sokrat pogan,
ne vemo čisto natančno, kateremu Bogu je podložen, ker jih je veliko. Ampak tudi to ni tako pomembno. Pomembno je, da je iz tega zagovora, oziroma iz te izjave razvidno, da Sokrat tako ali tako ne mara niti za obtožbo, niti za obsodbo, niti za to, kar bodo ljudje rekli na tem procesu. Ker je njegova subjektivacija, ker je njegova podložnost, ker je njegova podrejenost, zares pomembna podrejenost, popolnoma nekje drugje, je v odnosu do Boga. Torej, ironično je, oziroma na nek način je paradoksno, da ti ljudje, ki so slišali, kaj je Sokrat izrekel, temu istemu filozofu očitajo, da ne spoštuje bogov. Čeprav pravim, ironično je to, da reče, ne spoštuje bogov, kot jih spoštuje vsi ostali Atenčani. Morda pa res obstaja razlika med ostalimi Atenčani in Sokratom, oziroma njegovem odnosu do Boga, kar bi zagotovo lahko dokazovali tudi v odnosu do tega prejšnjega argumenta, ki sem ga navedel, namreč, da je usoda določena z naravo, za Sokrata nekaj, kar sprejema tako ali tako že od nekdaj. In v luči tega, kar se dogaja na sodišču, je vredno še enkrat omeniti ali pa še enkrat si zastaviti vprašanje, kdo je Sokrat, oziroma kdo je filozof, oziroma čemu sploh filozofija, oziroma zakaj filozofirati. In na tem kraju bi še zlasti rad poudaril tole. Pogosto so ljudje prepričani, to je sicer kliše, ampak vendar so prepričani, da je filozofija nekoristna in neuporabna, to so že precej zlizane zadeve, in da so filozofi bolj ali manj na pol nori ljudje, ali pa so čisto nori. Empirična dejstva pa kažejo, da se izjemno veliko ljudi na tem svetu v zadnjih časih posveča natanko filozofiji. To zlahka dokažemo. Če spremljamo, koliko ljudi, ki niso nujno profesionalni filozofi, želi brati filozofske knjige, želi razprave, torej filozofske razprave, kaže tako ali drugače zanimanje za filozofijo. Torej, ta kliše demantira že sama empirija, zato je mogoče tudi čas, da enkrat rečemo še kaj drugega, namreč, da je filozofija v neki posebni luči, ki jo bom takoj orisal, ne samo danes pomembnejša, kot je bila še do nedavnega, ampak je tudi koristnejša. V čem je neposredna koristnost filozofije? In potem smo že zelo blizu razmislekom o naravi pravičnega oziroma pravičnosti ali naravi družbene pravičnosti. Zelo blizu smo, samo še korak nam manjka. Torej, prvič, filozofija ni znanost in filozofija ni znanje. In Sokrat je prvi človek, ki to na prepričljiv način zastopa. Vsi veste, da je imel izjemno priložnost, da bi se nagnil nazaj in živel v soju tega, kar je izreklo Delfsko preročišče do konca svojega življenja. Delfsko preročišče namreč reče, da je Sokrat najmodrejši. In Delfskemu preročišču takratni prebivalci Aten in drugih mestnih državic verjamajo tako rekoč po definiciji, zato so ga pa tudi ustanovili.
Če delsko priročišče reče, da je Sokrat najmodrejši, potem tako tudi je. In v to dvomi sam Sokrat. In reče, bomo videli, če je to res. Da se je treba prepričati, ne morem kar tega sprejeti. In to tudi naredi. Se začne prepričevati, ali ima delsko priročišče prav, in pravzaprav samemu sebi in drugim na nek zelo zanimiv način dokazuje, čeprav v to ves čas dvomi, da delsko priročišče ima prav. In kako to počne? Sokrat tega ne počne tako, da stresa znanje iz rokava, ker ga nima. In to tudi reče. Ga nima. Sokrat ni znanstvenik in tudi nikoli ne reče, vprašajte kakšnega znanstvenika. Ampak sam zastavlja vprašanja tistim, ki zase trdijo, da ga imajo. Naprimer sofistom. Oni trdijo, da ga imajo. In da ga lahko tudi prenašajo, predajajo, transportirajo drugim, recimo za denar. In to tudi delajo. Sokrat ne dela nič od tega. Niti ne prenaša znanja, ne predaja ga, ne polni glav svojih učencev za znanjem, ker ga itak nima, zlasti pa ni plačan za to, kar počne. In človek bi rekel, da je znanje, ali prenašanje znanja, izjemno koristna zadeva, recimo danes bi to trdili šolniki, prav gotovo da bi. V tistih časih so bili to recimo sofisti. In težko bi se danes kdo našel, ki bi trdil, da prenašanje znanja naprej, recimo na mlade generacije, ni koristna zadeva. Mislim, da ga mogoče sploh ni. Kdo je potem Sokrat v tej perspektivi? Sokrat lahko počne to, kar počne, zato, ker obstaja nekaj, kar imenuje Alain Badiou pogoj ali pa pogoji filozofije. Filozofija namreč ni možna sama od sebe, sama iz sebe. Izpolnjen mora biti nek pogoj, da je filozofija možna. Danes je recimo eden od takih pogojev znanost. In še enkrat, filozofija ni znanost. In tudi noče biti. In tudi ne more biti. In tudi nikoli ne bo. In nikoli ni bila. Je nekaj drugega. Zato je danes zlasti vulgarno, ko povabijo kakšnega filozofa, češ naj komentira ali pa pojasni kakšne družbene pojave ali pa kaj podobno. Vprašajte znanstvenike. Tega ne delajo filozofi. Filozofi postavljajo vprašanja. In izhajajo iz tega, kar je rekel Sokrat. Mi nimamo znanja. Je pa znanje nekje drugje. Naloženo. V knjigah, v filmih, v glasbi, zaradi mene, v ekipih, v tem, kar imenujemo znanost in kje drugje. Tam je naloženo. Filozof ima torej ta privilegij in hkrati ima dolžnost, da zastavlja vprašanja vsem tistim, ki trdijo, da imajo znanje, da nekaj vedo in tako dalje in tako dalje. Zakaj je to koristno? Poskušajmo odgovoriti na to vprašanje z dvema zgodbama, z enim miselnim eksperimentom in z neko resnično zgodbo. Vse skupaj se spet dogaja približno v istem času. V času, ko John Rawls izda svojo teorijo pravičnosti, leta 1971, približno v istem času, leta 1972, nekemu drugemu filozofu, enemu uglednejših filozofov 20. stoletja, za katerega vedo zelo redki, francoski filozof Jacques Derrida, posvetil knjigo. To je češko-slovaški filozof Jan Patočka. Temu filozofu leta 1972 oblast prepove, pa še nekaterim drugim, nekaj,
kar je zopet malo ironično, malo paradoksno. Prepovemo namreč širiti znanje, ali po domače prepovemo predavati. Ampak Jan Patočka je filozof. V luči že povedanega bi pravzaprav morali reči, da mu oblast in še nekaterim drugim na Češko-Slovaškem prepove zastavljati dobra vprašanja, ker filozofi to počnejo. In umakne se, in še nekateri drugi kolegi, se umaknejo v podzemlje, kjer obstaja underground, podzemna univerza. In v podzemlju naprej počnejo do njegove smrti 1977, to, kar pač filozofi počnejo. Seveda v podzemlje redko kdo zaide, kar pomeni, da prav posebej koristi, če lahko tako rečem, od tega takratni ljudje, ki so imeli, ker še danes redko kdo sploh ve za tega filozofa in kaj je proizvedel, kaj je povedal in tako dalje. Pa vendar je v tem, se pravi v umiku v podzemlje, nekaj izjemno zanimivega za naše razmišljanje o sodobnih teorijah pravičnosti, kot bo razvidno v nadaljevanju. To je resnična zgodba. Zdaj pa k miselnemu eksperimentu. Ta je malo zahtevnejši. Miselni eksperiment, ki se ga loti John Rawls, je izjemen, izvrsten in upravičeno predmet številnih interpretacij in razprav in debat in kritik in vsega drugega. Kar je krasno, kar je super, čudovito. To, kar naredi John Rawls, je sicer originalno, je nekaj, česar ne reši nihče drug. Pa vendar je zlasti omaž temu, kar je ustvaril Immanuel Kant. Nekateri ste že hodili na moje predavanja v Ljubljani in v knjižnici o tem Župančinem, veste, da smo v nekem trenutku precej časa posvetili zanimivemu izhodišču moralne filozofije, s katero se ukvarja Immanuel Kant malo pred francosko revolucijo, in to je občutek za pravičnost. Spontani občutek za pravičnost, ki ga Kant pripiše slehernemu človeškemu bitju. In John Rawls se s Kantom strinja in svoj miselni eksperiment zasnuje na tem, kar že domneva, pravično domneva Immanuel Kant. Torej, prvič, da ima vsak človek vsaj občutek za pravičnost. Sodobne raziskave kognitivnih znanstvenikov, nevroznanstvenikov dokazujejo, da imajo ta občutek že enoletni otroci. Druga domneva, ki strogo vzeto zopet ni njegova, torej Rawlsova, je, da je vsak človek zmožen misliti. In Rawls tudi ne reče, da je njegov, da se on izmisli. Iz Sokratovih razprav z someščani neposredno lahko ugotovimo, da Sokrat domneva, da vsi, vključno sužnji, znajo misliti, oziroma da so zmožni vsaj za razmišljanje. To sta dve domnevi, ki jo John Rawls potrebuje. In sta sjajni, ko jih mislimo skupaj. To pa je nekaj, kar prvi naredi John Rawls. Naredi miselni eksperiment in reče to. Ti ljudje, ki so opremljeni z enim in drugim, pravi minimalnim občutkom za pravičnost in zmožnostjo, da mislijo, imajo pred seboj tole nalogo. Razmišljajo naj in poskušajo naj priti do konsenza, do strinjanja, v kakšni družbi bi želeli živeti, vendar
ne morejo vnaprej vedeti, kakšen družbeni položaj bodo imeli. Ne morejo vnaprej vedeti, v tem miselnem eksperimentu, ali bodo kralji, ali bodo cesarji, ali bodo princese, ali bodo podleži, ali bodo zlikovci, ali bodo ne morejo vedeti. Sjaj, to je izvrsten eksperiment, miselni eksperiment. Torej, naj pridejo do konsenza. V kakšni družbi bi hoteli živeti. Izjemno pomembno je poudariti to, ne kaj bi kdo rad bil v tej družbi. To je easy way out, to je enostavno. Vsi bi bili bogati, ne vem, uspešni, bla, bla, bla. Mi seveda usporednica z današnjo vulgarnostjo sveta, v katerem živimo, ni naključna. Danes nas dnevno priganjajo in nam tako ali drugače sporočajo, vsi bi bili lahko bogati, uspešni, bla, bla, bla. In poskušajte biti in trudite se in tekmujte s sotrpili, da tudi boste. To je vulgarnost sodobnega sveta. Okay? Do česa pridejo ti navidezni ljudje, ki so se lotili ali pa se lotevajo tega, kar je John Rawls napisal eksperiment. Vzelo bi nam veliko časa, ki ga sicer imamo, ampak ga nismo danes rezervirali za to. Jaz ne trdim, da ga nimam. Filozof ga ravno ima. Filozof ima ves čas. Pa vendar, ker ni potrebno prav zelo veliko kognitivnega napora, da bi ugotovili, do česa ti posamezniki pridejo. Pridejo do spoznanja in strinjajo se, da bi radi živeli v pravični družbi. Da bi radi živeli v družbi brez hierarhičnih razmer. Nihče ne bi bil rad podrejen. Pri tem je slab ugovor, če rečemo, ja, ampak kakšen mazohist bi pa mogoče bil, ali pa kakšen, ki je duševno moten. Ne, govorimo z vidika teh dveh zmožnosti, ki ima vsak človek. Ne smemo pritegniti patologije. Tudi če bi to empirično bilo res, za ta miselni eksperiment ni pomembno. Ker smo izločili dve temeljni zmožnosti človeških biti, čutil za pravičnost in zmožnost za razmišljanje. In seveda, če nekdo ni zmožen, ne za eno, ne za drugo, ker je globoki komi, ker je dementen, ker ima hudo poškodovane možgane in tako dalje, to ni ugovor, to ni argument kontra temu miselnemu eksperimentu. Ker je seveda samo po sebi evidentno in je truizem, da ti ljudje se ne morejo lotiti sploh takega eksperimenta. Okay? Torej, strinjajo se, da bi želeli živeti v pravični družbi. Pravična družba po definiciji ne prenese hierarhičnih razmerij, ker vsako hierarhično razmerje pravi slej nepravično. Za vse tiste, ki so podrejeni, je to že takoj razvidno, za one, ki so nadrejeni, je pa malo kasneje razvidno, ampak ravno tako. Ker lahko pač pokažemo, v kakšne oblike sprevrženega vedenja to lahko vodi in tako dalje in tako dalje. To je miselni eksperiment, ki nas pripelje do tega, kar sem napovedal, namreč, da sta oboje in občutek za pravičnost in zmožnost za razmišljanje nekaj, česar se ne moremo znebiti in nekaj, česar se ne bi smeli skušati znebiti, češ briga mene, meni je vseeno, me ne zanima in tako dalje. Ta miselni eksperiment nas zanima, tudi če mi nočemo, da nas zanima. Se naslavlja na nas, na našo naravo, na našo esenco, če hočete, tudi če jo mi zavračamo. Ta miselni eksperiment je objektivno veljaven. Vsakega človeka bo, tako ali drugače, prej ali slej, zanimal ta miselni eksperiment kot odgovor na vprašanje, v kakšni družbi bi zares, ampak čisto zares, ko smo premislili to in ono upoštevali občutek za pravičnost, radi živeli.
In to je tudi eden od razlogov, zakaj Kant vztraja do konca pri egalitarnosti, se pravi pri ideji, tudi če se je kdaj v svojih vsakdanjih prepirih s kom ali pa kakšnih drugih situacijah obnašal drugače ali trdil drugače. Je trdil, ker je to konsistentno. In v končni fazi se meni tudi vse, kaj je on trdil. Se ni pomembno, kaj je trdil, ker je pomembnejše, kaj konsistentno sledi iz tega. Ampak kljub temu pač rečemo, da je trdil, ker vemo, da je trdil. To smo navajeni navajati reference. Torej, zagovarjati egalitarnost človeških bitij. Egalitarnost natanko v tistem smislu, ki ga je v zadnjih desetletjih tako sijajno, ponovno poskušal uveljaviti, ga še vedno uveljavlja francoski filozof Jacques Rancière. Na način, ki pravi, egalitarnost človeških bitij, tako v primeru, ko govorimo o občutku za pravičnost, kot v primeru, ko govorimo o zmožnosti za razmišljanje, a priori. Torej, je nekaj, kar preprosto pripišemo ljudem, nekaj, kar je naše izhodišče in naša domneva, ki jo potem nenehno verificiramo, jo potrjujemo, natanko tako, kot je Sokrat potrjeval delsko torej izjavo, da je najmodrejši, čeprav je nenehno zavračal. Ker filozofija to mora početi. Se pravi, v filozofijo je v osnovi ugrajen dvom. Dvom v karkoli. Celo mutatis mutandis, seveda, v ti dve temeljni domnevi o občutku za pravičnost in o zmožnosti za razmišljanje. Zato se filozof mora, to je njegova dolžnost, nenehno spraševati, nenehno postavlja vprašanje. Tudi na videz ista vprašanja, tudi na videz enaka vprašanja, kot je vprašanje, s katerim smo se ukvarjali recimo v državah nekaj časa, kaj filozofija sploh je. Zakaj je to nujno? Zato, ker zdaj se poskušamo še z nekega tretjega zornega kota približati temu, kar je v naslovu današnjega razmišljanja, sprav sodobne teorije pravičnosti, zato ker, in John Rawls se tega tudi zavedal, recimo, da je ostal pri nekaterih odprtih vprašanjih, ki jih je z veseljem pograbil 3 leta pozneje, se pravi leta 1974, še en ameriški filozof, in to je Robert Nozick, ki je skušal odgovoriti, tudi zelo kritično razmišljati o teoriji pravičnosti, ki je napisal John Rawls, in sicer bi izluščil en poudarek, Nozickov poudarek, en poudarek, ki je zelo pomemben. Namreč, ker živimo v empiričnem svetu, ki ni od včeraj, kar pomeni, da z lahkoto pokažemo, koliko nepravičnosti se dogaja non-stop. Z lahkoto se strinjamo, da ne živimo v idealnem svetu. In ker živimo v kapitalističnem svetu, kar je zelo pomembno, kot bomo videli, v katerem dobrine, premoženje, bogatstvo ravno tako ni od včeraj in ima znane lastnike, zaradi obojega torej, se moramo vprašati, in k temu bi lahko dodali še tretjo zadevo, namreč vselej bodo živeli ljudje, ki so tako ali drugače poškodovani. Ne samo tisti, ki so dementi, ki so globoki komi, imajo poškodovane možgane, ampak so poškodovani tudi kako drugače. Zato obstajajo zločinci, obstajajo tatovi, obstajajo duševne bolezni, itd. Obstajajo ljudje, ki so odvisni od alkohola, od drog, ne vem, česa še, skratka, vedno bo tako. Zaradi teh razlogov, torej, se moramo vprašati vsaj dvoje. Prvič, in to Robert Nozick tudi naredi, prvič,
ali taka družba, ampak glede katere se strinjajo ljudje iz Rawlsovega miselnega eksperimenta, ali ti ljudje potrebujejo poleg družbe, v kateri bi radi živeli, tudi državo. Odgovor je da. Potrebujejo tudi državo. Kasneje bomo bolje razumeli, zakaj potrebujejo državo. In Nozick še doda, da definitivno ne potrebuje, tako kot trdijo neoliberalci, vitke države, danes žargon, ki ga je treba uporabljati vedno znova, ampak ravno nasprotno, da potrebujejo močno državo. Kaj to je, pravim malo kasneje. To je eno. Drugo pa je, ker, kot rečeno, ima kapital znane lastnike in večina ljudi nima dostopa do kapitala. Kako potem sploh danes, na primer, vse v Rawlsovem času ni bilo bistveno drugače, neoliberalizem je bil takrat že ravno na pohodu, kako razmišljati o družbeni pravičnosti, oziroma kako jo, kot se reče v žargonu, distribuirati, oziroma kako iz tega miselnega eksperimenta, v katerem se ljudje strinjajo, v kakšni družbi radi živeli, preiti v empirično, vsakdanje družbo, v kateri imamo zaostrena razmerja moči, zaostrena hierarhična razmerja med ljudmi, družbene nepravičnosti, kakor hočete, izključevanje ljudi in tako dalje, in tako dalje, in tako dalje. Kje se potem sploh tega lotiti? V miselnem eksperimentu se izide sorazmerno zlahka. Kako pa v empiriji? In seveda, zdaj, toliko let pozneje, po tej knjigi, ki je napisal Nozick, se še zlasti se lahko vprašamo, ker se zdi, oziroma nič se ne zdi, zato to je empirično preverljivo, da ne samo, da so sodobne države vitke, ampak so tudi vse bolj podrejene kapitalu. Tako da izgubljajo številne funkcije, ki so jih imeli še do včeraj, ali pa so te zelo oslabljene. In seveda v približnem času, istem času, kot Nozick in Rawls pišete svoje razprave o pravičnosti, Margaret Thatcher razglasi, da celo družba ne obstaja, kaj šele, da bi država imela pri tem kakšno vlogo. Država itak ne sme imeti nobene vloge, družba itak ne obstaja. To so zanimive zadeve, če je tako iz zgodovinske perspektive, ko gledamo nazaj. Ostajajo se, so zgolj posamezniki, ki med sabo pač tekmujejo za kapital. In vedno bolj se to tudi dejansko dogaja. Zato da bila Margaret Thatcher sorazmerno preroška, Nozick in John Rawls pač ne. Oziroma saj niso ju sprejeli, ali pa na ta način razumeli. Jacques Rancière je filozof, ki se vrača tudi on, k Sokratu, med drugim, seveda, Platonu Sokratu, in poskuša prepričati sodobnega bralca, da je običajno, navadno razmišljanje o demokraciji v osnovi zgrešeno. Ljudje spontano rečejo, kdaj pa kdaj, da je demokracija vladavina ljudstva. Ali pa večine, ali pa množica, pa kaj podobnega. Demokracija, kot so jo razumeli stari, nima z vladavino absolutno nobene zveze. Kratos sploh ni vladavina. Kratos je moč. Se nekaj drugega. Raba moči v tem smislu, ko govorimo o demokraciji, ni vladanje. Raba moči v demokratičnih politikah, če si lahko izposodi ta Rancierjev izraz, je nekaj ravno nasprotnega od vladanja, od oblasti, od vladavine, od ljudi, ki zase trdijo, da imajo, pa da lahko vladajo, da lahko vladujejo. Mislim, da sem danes slišal, če se ne motim, zdaj eden od teh, ki so zmagali v Italiji v teh dneh, ampak mislim, da ni bil Berlusconi, ne vem pa kdo, to sem pozabil, je izjavil, da ima
pravico in dolžnost zavladati Italiji. Zdaj, tako po radiju rečeno, lahko da ni to rekel, jaz sem sam poštar. Ampak v vsakem primeru, tudi če ni bilo tako rečeno, bi lahko bilo in bi bilo zelo konsistentno svetu, v katerem živimo. Jaz, naprimer, Vladimir Putin, imam pravico in dolžnost zavladati ne samo Rusiji, ampak celo svetu, ne s temi sodobnimi raketami, ki so jih zdaj nekam poslali gor, še zlasti. Ali je taka izjava smiselna in konsistentna v svetu, v katerem zdaj živimo, z prevladujočimi principi dominanc, se to je prevlada, se to je isto, oblasti in tako dalje, gospodstveni razmeri, je. Torej, tudi če tega ni izrekel, bi lahko izrekel. Okay? Demos, prvič, ni ljudstvo. Demos je izraz, ki so ga stari rezervirali, ne za ljudstvo, ampak za natančno določene ljudi, znotraj ljudstva, če lahko tako rečem, zdaj, ker nismo niti govoriti o ljudstvu, ker smo lahko govorili o klanih. In to so, demos tvorijo ljudje, ki ravno nimajo moči. In demokracija je, in v tem smislu je oddaljen odmev, samo za nazaj, če lahko rečem, vseh teh egalitarnih domnev, ki smo jih že omenili, pri Immanuelu Kantu in Johnu Rawlsu in tudi Jacques Rancière se temu pridruži, in to je, da imajo ljudje zmožnost, da tudi če moči nimajo, da si jo preprosto prisvojijo, da enostavno vzame. Ta zmožnost je tudi a priori. In tudi v tem smislu so ljudje egalitarni, oziroma če hočete, so med seboj enaki. Vsak človek, pustimo zdaj spet tiste, ki so zelo poškodovani in tako naprej, bi se lahko, tudi če se ni, znašel v položaju, da začuti, prepozna svoj občutek za pravičnost, da ga ima, da mu ni vse eno, ali nekaj pravično ali ne, da je ugrajen ta občutek v njegovo naravo, da je torej del njegove identitete. Kjerkoli že je, a je kralj, je brača, zločinec, kjerkoli že je. To je pomembno. Tudi če do tega nikoli ne bo prišel. In lahko mislimo ljudi, da nekateri dejansko nikoli ne pridejo. Nas to ne odvrne od tega prepričanja, lahko pa bi. In tem je seveda naš šedut, na to štarta. Če me nekdo prepriča, da je zlobni demiurg začaral ljudi ravno pred 5 minutami, da do tega nikoli ne morejo priti, pol leta konc sveta, pa bolj, da samo se še dol ležemo, pa počakamo za sodni dan. Upanje, pred časom se vidim, če je kdo bil v Cankarjevem domu, je bil Terry Eagleton in predavanje, se ni bilo predavanje, bil je en govor, sorazmerno kratek, par dni nazaj, ob izidu njegove knjige, oziroma prevodu njegove knjige, upanje brez optimizma. Sjajen govor, dober govor. Upanje brez optimizma, drzni bi si reči, tako nehiter, sicer mimo grede, da ima to razmišljanje, ki ste se ga ravno kar lotili, se pravi, ko razmišljam o tem, kar lahko a priori pripišemo človeku, recimo občutek za pravičnost, občutek za to ali pa zmožnost, da lahko mislimo, da je to vse zelo, zelo vezano na sam koncept, sam pojem upanja. Ampak to samo, ne bo to samo opomba pod črto. Demos kratos je torej nekaj, kar označuje zanimiv paradoks, neko notranjo omejitev, ki jo je treba izpostaviti. In tudi ta notranja omejitev je izjemno pomembna v svetu, v katerem živimo namreč v svetu, za katerega se zdi, ali pa v katerem se nam zdi vedno znova, da ni nobenih omejitev. The sky is the limit, vse je možno, lahko uspevate, lahko služite, lahko kopičite kapital, bla, bla, bla. In tisti, ki ga, večina ga itak ne more, ampak tisti, ki ga, za nekatere se zdi, da ga dejansko lahko, ali pa da bi ga želeli celo kopičiti, pač preprosto brezmejno. To je strukturna možnost.
In vedno znova bi lahko analizirali razne izjave, trditve, zapise, recimo v medijih, da živimo v svetu brez meja, ki ni nobenih omejitev, več. In mislim, da v to lahko sodi, mislim, da je tudi prav, da to poudarimo, ker govorimo o konceptih pravičnosti. Pred časom so v Ameriki resno, oziroma eni resno, eni pa ne, razpravljali o tem, kaj se dogaja v ameriških šolah, od katerih vedno znova pobija 10, 15, 20, 50 dijakov, učencev in znani, saj to je tudi nekaj, kar je že bilo velikokrat izrečeno, je bil eden od sklepov seveda teh, ki ne znajo kaj dosti razmišljati in sicer, da slabega človeka s pištolo lahko stavi samo dober človek s pištolo. To je temu obržiti učitelje. To je bil, vse to ste slišali, videli. Kar je seveda en tak droben prispevek, kar razmišlja o tem no limits. Ti priješ v šolo s pištolo, jaz prijem z brzostrelko, ti prineseš bazuko, jaz pripeljem tank. Ali pa te sodobne rakete, CS, pojma nimamo o tem, ampak recimo, a ni to zanimivo tudi? Ne, mislim, da je, ne samo da mislim. Recimo, ko pošle eno majhno raketico, petardo, Severna Koreja v zrak, se cel svet zdrzne in to je treba tako ustaviti in to je vojaška nevarna. Ko pošle Putin neko raketino, mislim, jaz pojma nimam o tem, ampak zdi se mi, da mora biti to nekaj wow. Je to wow, super, ne? In potem imate še na televiziji, vidite, kako se ta raketa izogne temu ščitu, pa onemu ščitu, tisto animacijo, vse to smo tudi videli, ne? Nice, to pa je raketina, jaz ne vem, kako to zgleda, pa koliko to košta, pa koliko gre tja noter nečesa, ampak une petardice od unga, ki ima, ne vem kva že je tam iz Severne Koreje, so nič v primerjavi s tem, ok, pa se nisem, got the point. Demos kratos, torej paradoks je ta, samo omejitev, demokracija pomeni, da želijo vzeti v svoje roke moč tisti, ki jo nimajo, ne zato, da bi vladali, ampak da bi to vedno znova ponovili. Želja demokratičnih politik, če tako spet iz razselja zdaj sopravim, ni priti na oblast. Demokratične politike po definiciji ne zanima oblast, razen kolikor jo omejuje, ker jo je treba omejati. Oblast se spet po definiciji ni zmožna omejevati. Oblast je narejena, vse je narejena tako, da najmanj ohranja sama sebe ali se pa širi. Spravi, da tisti, ki so podrejeni, ostanejo vsaj tako podrejeni, kot so, ali pa še malo bolj. In edino demokracija lahko, oziroma ne lahko, to je njena dolžnost, omejuje to oblast in hkrati omejuje sama sebe, ker potem ni več demokracija. In tem je stroga ločnica med močjo, ki jo imajo ljudje, da se pač postavijo določeno mejo, in oblastjo. Tako da jaz podpiram, čeprav se zdi na trenutke, da je to obupen poskus, razseljev poskus, zagovarjati in prepričevati ljudi, kaj dejansko demokracija je. In da je v tem smislu popolnoma na mestu uporabljati izraz prava demokracija. Trdim, da je ta izraz na mestu zato, ker je demokracija, izraz demokracija, zelo pogosto v rabi in sicer na napačen način. Treba pa si zagovarjati, da obstaja prava demokracija. Kakšno zvezo ima prava demokracija z družbeno pravičnostjo? Naj omenim še eno vprašanje, ki ga zastavi še en filozof, filozofinja, to je Martha Nussbaum. Mimogrede, izjemno zanimiv, vsaj meni se zdi, resnično se mi zdi, zanimiv je podatek, da vsaj v Združenih državah Amerike, ker tega imam, za druge države nimam, v Združenih državah Amerike zdaj obstaja približno 13 000 filozofov. Približno.
So jih prešteli, nekateri so jih, sami kričili. Približno 13 000. Od tega je, in tem se mi zdi velika zanimivost, natanko, če se ne motim, 156 temnopoltih filozofov in od teh 156 jih je natanko 55 žensk. Torej, filozofija je by far, celo, lahko bi rekli, v filozofiji je tako malo žensk, da je več žensk, po mojem, ne vem, v strojegradnji ali pa ne vem, v inženirstvu, v rudarstvu. Je več žensk. Ne vem, če je za vas to zanimivo, ne, zame je. Zlasti, da je tako malo, recimo Ameriki, ne temo pol. Torej, očitno je filozofija prevladujoče moško početje in prevladujejo belopolti moški. Mislim, da to ni nepomembno. No, ampak gremo nazaj k razmišljanjih o demokratičnih politikah. Mimogrede, tudi Jacques Rancière se strinja, da je eden od temeljev vsake možne demokratične politike ta, da sprejmemo vnaprej domnevo o egalitarnosti inteligenc. Egalitarnost inteligenc je pravzaprav, mislim, da je praktično isto kot to, kar zagovarja Sokrat. To ne pomeni, da so vsi ljudje enako inteligentni, ker očitno niso. Psihologi izmerijo inteligenco in povedo, nekateri se celo hvalijo, koliko imajo svoj inteligenčni kvocijent. Egalitarnost inteligence ne pomeni to. Egalitarnost inteligence je a priorna domneva, tako kot pravi Sokrat, ali kot pravi John Rawls, vsak človek je zmožen misliti. Zdaj, Martha Nussbaum, kot sem rekel, zastavi še eno dobro vprašanje, izjemno dobro vprašanje, izjemno produktivno vprašanje, če se ga hočemo resno lotiti, potem je produktivno. In sicer, ko smo ravno pri enakosti inteligenc. Zadnji sem poslušal en podcast in sicer pogovor, ki sta ga imela Sam Harris in Anil Seth, oba izvrstna nevroznanstvenika in v tem podcastu je sicer veliko več govoril Anil Seth, mislim, da je, ker tudi ima kaj povedati. In če bi ga poslušali, traje približno 3 ure, pa še nekaj minut, če bi ga poslušali, bi po mojem mnenju uživali v podiranju enih predsotkov, oziroma enih zmot, zmot, ki jih imajo številni ljudje in ta zadeva se mi zdi precej resna. Sodobna nevroznanost z lahkoto dokaže, če je kdo seveda veljan poslušati, da imajo zavest ne samo ljudje, imajo tudi čelički, imajo insekti. Pravzaprav ima zavest večina živih biti na tem svetu. Kar je osupljivo? Zna biti dobra vaja v razmišljanju o tem, če kdaj opazujete, naprimer, če bi opazovali, recimo mravljišče, ali pa recimo nekem drugem predavanju, pred kratkim sem to poudaril, mogoče v dr. Antonijini gimnaziji, in to je recimo termitnjak. Če opazujete, kako 1 milijon termitov zgradi termitnjak in ga popravlja, vsakič, ko prije kakšen mravljinčar mimo in ga razdre, mislim, da bi se moral prikloniti. Zlasti zaradi tega, ker v termitnjaku ni nobenega inženirja, nobenega arhitekta, nobenega šefa, nikogar, ki bi nadzoroval gradnjo termitnjaka, zgradijo pa ga na način, recimo, če bi nas zdaj nekdo zaprosil, da zgradimo v približno istem času en termitnjak, kot ga zgradijo termiti. Tudi če bi ga zgradili, bi se po moje podrl pri ta prvem dežju.
domnevam, trdim, da bi tako bilo. Ne. Če mene vprašate, kako se zgradi termitnjak, pojma, sanja se ne. Sej se termitom tudi ne, ker ni treba, da bi se jim, ampak ko se enega zgradijo. Zdaj, če to ni usupljivo, pol jaz ne vem, kaj je. Z vidika, recimo, inteligence, kognitivnih sposobnosti, sodobne neuroznanosti in tako dalje. Martha Nussbaum postavi tole preprosto vprašanje. Kaj se dogaja z ljudmi, ne prejudicira? To je resno vprašanje. To je neutralno vprašanje, če hočete. Vsaj v nekem smislu je. Da so pripravljeni ali pa smo pripravljeni skrbeti za živa bitja, naprimer za svoje sotrpine, drug za drugega, ko so naše kognitivne zmožnosti tako nizke, da jih ima večina zdravih živali na višji ravni. Recimo ljudje, ki so v globoki komi, ki so dementni, ki so psihotični, itd., ki imajo zelo poškodovane možgane. Z vidika občutka, temeljnega, elementarnega občutka pravičnosti, ne bom rekel, da vsi ljudje, ker to ni res, ampak številni ljudje gotovo nima nobenega problema. Z vidika pravičnosti oziroma vprašanja, ali je prav, da skrbimo za invalide, za dementne, za ljudje v terminalni fazi raka in tako dalje. Mislim, da številni ljudje nimajo težav, da rečejo in tako da je. V istem času, ko se mi tukaj pogovarjamo, človeštvo, ljudje, pobijajo na milijarde živali, ki imajo dokazano višje zmožnosti, kognitivne zmožnosti, kot ti ljudje, za kateri skrbimo. In zavest, in zlasti pri primatih in više živali, občutek za sebe, občutek sebe, celo refleksiven občutek sebe in tako dalje, in tako dalje. To je vprašanje, ki ga zastavi Martha Nussbaum. In meni se zdi, da je izvrstno, zato ga tukaj za njo ponavljam. Zdaj, če počas sklenem. Kaj je to, kar je v naslov tega cikla, ki ga danes tukaj začenjamo, in to so egalitarne simbolizacije življenja s posebnimi potrebami. Lahko bi bilo tudi drugače, lahko bi bilo samo egalitarne simbolizacije. Egalitarne simbolizacije življenja, lahko. Ampak ker pač delam s tako populacijo mladih ljudi, kot delam, se mi je zdelo smiselno in na mesto dati zraven še življenja s posebnimi potrebami. To je sicer klišé, ki mi gre na bruhanje, ko ga omenjam, ampak tak pač je, v obtoku je. Obstajajo ljudje, ki imajo posebne potrebe. Jaz ravno tukaj zagovarjam egalitarnost. Trdim, da niti slučajno ne obstajajo ljudje, ki imajo posebne potrebe. Kar se mene tiče. Ker vam to lahko, če to verjamete, mimogrede zamigli razsoja. In rečete, ja, eni imajo posebne potrebe, zadnje treba posebej skrbeti in tako naprej. Jaz ne verjamem, da obstaja žival, ki jo recimo gojimo za zakol, nima posebnih potreb. Preprosto ne verjamem. Ker jih velikokrat vzrejamo v nemogočih razmerah, dokazano trpijo, valjajo se v lastnih izmečkih, vanje obrizgavamo hormone in antibiotike in cel kup drugih stvari, potem pa to še pojemo. Okay? Torej, egalitarne simbolizacije. Izraz egalitarne simbolizacije pravzaprav to je sintagma, to je izraz, ki neposredno sledi iz vsega, kar sem danes povedal. Zato je tudi v naslovu. Egalitarne zato, ker ne moram najti nobenega resnega argumenta zoper egalitarnost. Kajti, če odštejete, če rečete, da ljudje niso vsi po vrsti zmožni za razmišljanje, potem morate seveda dokazati, da eni so in da eni niso. In zgodovina je polna takih dokazov, še ne pustimo naciste. Resni znanstveniki na začetku 20. stoletja, recimo v Ameriki, psihologi, naprimer,
resno razmišljajo o tem, kaj narediti z ljudmi, ki imajo inteligenčni kvocient pač manj kot žblija, pač določite eno številko, reči, da tisti, ki imajo manj, z njimi treba nekaj narediti. Ker, o tem pišem v zadnjem času v svojih blogih, se je zelo resno, znanstveno podprto, številni psihologi, ne samo Taylor je inženir, številni psihologi so dokazovali, da so za občestveno življenje najboljša povprečja. Da je dobro imeti čim več povprečnih ljudi, oziroma da vsi tisti, ki so podpovprečni, da jih je dobro odpeljati na kakšen dajen samotni otok ali pa narediti kaj drugega z njimi, ker znižujejo povprečje, recimo inteligence. To se da zračunati, kakšna je povprečna inteligenca. Psihologi se to učijo pri letniku, študenti. Povprečna inteligenca, IQ, kot se temu reče, je 90 med 90 in 110. Če imate manj kot 90, pač niste povprečni. Potem ste veseli, recimo, ali pa si želite, da ste med 100 pa 110, vsaj, da niste tam med 90, da niste tisti premalo. Ampak 100 do 110, to je že kar v redu, še bože pa imeti več. 111, naprimer, dobiste razlika do 110. Pa si obeste tablico, gor reče, da sem 111. A pa spadam v razred. 111 do 120, to je že bliz genialnosti, ker tam 130 je pa povedal, so pa genije. Težko me boste prepričali, da ljudje niso dnevno obsedeni s tem. Ker so. Niso vsi, se tega nisem rekel. Številni pa so. In raba podobnega besednjaka ali podobnega načina razmišljanja o povprečjih in o tem, kar je pravzaprav položena v zibko, jaz mislim, da večini otrok. Bog hvali biti pod povprečjem. Nad povprečjem, to je že kar v redu, povprečjem, dobro, se da najti argumente, zakaj. Ker povprečni so tisti, ki ne štrlijo nikamor, nimajo posebnih potreb. To so ljudje, ki imajo, pač neposebne potrebe. To je noro, ampak tega besednjaka je kolikor hočete. Je pa na celi črti nepravičen zlasti do vsakega človeka. Zato, ker je vsak človek, vsaj, če rečemo s kakšnim besednjakom sodobnim, kompleksen. In ga ne morate, tudi če ga hočete, skrčiti na eno dimenzijo. Inteligenčni kvocient je v bistvu končni fakt, to je ena številka. Povprečni inteligenčni kvocient. To dobesedno ne pomeni nič. Dobesedno. To ni zdaj moja zlobna metafora, ampak to je ništrc po definiciji, Pa vendar ga nenehno uporabljamo. In klasificiramo in razvrščamo sami sebi drugega in v šolah se razvrščajo in na vseh drugih področjih vsakdanjega življenja se pravzaprav tudi nenehno razvrščamo. In ne bi hoteli, seveda, se ne verjamem, da to naš namen, prispevamo k ohranjanju tega, kar je v temelju, se pravi, družbena nepravičnost. Družbena nepravičnost kot ideja, v imenu katere so ljudje zmožni sami sebe razvrščati tako, da se dogaja dvoje. Ali neposredna represija, se pravi neposredno, praviloma je to tudi institucionalizirano, preprečevanje ljudem, da bi dosegli tisto, kar potencialno lahko dosežejo. Mislim, da je bil eden od izvrstnih raziskovalcev tega Michel Foucault. Naše šole so še danes do določene mere narejene tako kot tovarne iz 80. let. Mimogrede, ne vem, če veste, kako so uvedli zvonec. Pa zakaj? Zvonec je v šolah. Na 45 minut zvoni zvonec. So uporabili potem, ko so pogruntali, da je šola približno tako kot tovarna in v tovarni pisk sirene označi začetek delovnega časa pa konec. V šolah pa imate pač zvonec. S tem, da ga danes skušajo nadomestiti ponekod z nekakšno 3 akordi Mozartove, ne vem, majanočne glasbe, ker je bolano do konca, to je posebej prijazno, ker ti spredeljivo, sej.
Torej, neposredno institucionalizirane oblike represije, ki preprečujejo ljudem, da bi dosegli tisto, kar bi lahko dosegli, natanko tako, kot John Rawls govori v svojem miselnem eksperimentu. In drugič, prispevamo k razvijanju prevladujočih, dominantnih ideoloških praks, se pravi načinov vedenja, načinov razmišljanja, načinov čustvovanja celo, načinov doživljanja realnosti, ki podpirajo oziroma krepijo družbena razmerja moči, ki so v vseh sodobnih družbah hierarhične. Danes, razen nekaterih tradicionalnih družb, ne obstaja družba, ki ni izrazito hierarhično organizirana. Zdaj še za konec. Egalitarne simbolizacije. Kaj pa so simbolizacije? Zakaj je simbolizacija? Zakaj ta izraz? Velikokrat mi učitajo ali pa rečejo, da naj že enkrat pozabim na Platona, ker je bil pogan in je živel pred 2400 leti in itak večine stvari ni poznal in ni vedel in se je motil in ga je sodobna znanost že zdavnej presegla. Glih ne bo držalo, zato ker ni bil znanstvenik. Platon je bil filozof. In že večkrat smo rekli, da filozofija ni znanost. Tudi če je imel kje kakšne reflekse, jih je imel, da bi kakšne zadeve pojasnjeval, seveda tisto mirno preskočimo, zaradi tistega se ne rabimo vznemirjati. Ker je spet truizem, da človek, ki je živel 300 let pred naše štetje, pred 2300 leti, ni mogel ničesar vedeti o kvantni fiziki, o valovni dolžini, ne vem česa, o kvarkih, o hemodaljenih galaksijah. To je trivialno res. Tega ne morate uporabljati kot resen argument po sami definiciji truizmu. Tako kot mi pojma nimamo, če bomo še ostajali, pa če bodo naše znance ostajali, o čem bo razpravljala znanost leta 2300. Mislim, sanja se nam ne. Torej to mirne duše preskočimo. In ta očitek je slab. Zato za konec še enkrat k Platonu. Zelo k Sokratu. Nikoli ne moramo vedeti, kaj je kdo rekel. Tudi o tem je Derrida napisal sjajno razpravo. Danes tudi Derrida nihče več ne bere, ker je zblojen. V določenem trenutku so tudi rekli, da bo dala častnega doktorata. Ni bilo na Cambridge, nima na Cambridge. To ni filozofija, to je kar nekaj. No, se ni važno. Torej, nazaj k Platonu. Platon in Sokrat nas prepričujeta, in mislim, da nas tudi lahko prepričata, vsaj mene sta, da kakorkoli se boste obrnili, karkoli boste želeli narediti v okolju, v katerem živite, za to, kar vam vsakdo bi moral nujno a priori pripisati, se pravi, občutek pravičnosti in zmožnost za razmišljanje. Karkoli boste naredili, boste zagotovo spoznali prej ali slej z rabo uma ali pa z razvijanjem. Saj veste, ne, Kant ni rekel, da je občutek za pravičnost že nekaj, kar bi lahko hvalili. On je rekel, občutek za pravičnost je super, ampak človek ima zmožnost, da transcendira ta občutek za pravičnost, da se dvigne do univerzalnega spoznanja. Ne samo, da ostane pri subjektivnem občutku pravičnosti. No, pa karkoli boste naredili, boste z lahkoto ugotovili, da je vedno na začetku ideja. Ideja. Na začetku je vedno ideja. Naprimer, ideja družbene pravičnosti. Ko se zjutraj vprašate, kaj bi pa danes naredil, kaj bi pa danes počel, prvi odgovor bo ideja. Danes bi naredil življenje. Tudi, če ne boste ničesar naredili, in tem je, meni včasih kar gre na jok, ko se ukvarjam z sodobno nevroznanost, recimo Nils Seth, sodobna nevroznanost je kako sodobna nevroznanost, najbolj vrhunska sodobna nevroznanost potrjuje temeljno Lacanovo idejo, ki seveda danes ne smete niti omeniti, ker vas lahko utopijo ali pa razčetverili ne bi, ker je Lacan bil totalno nor. A veste, njegova ideja, ki jo si pobral pri Freudu, Freud je bil pa itak neurolog, to so super zadeve, da je nezavedno strukturiral kot jezik. Ni
bilo še nikoli toliko neuroznanstvenih dokazov za to, kot je danes. Da je nezavedno struktura kot jezik in da smo ljudje simbolna bitja, ki simbolno konstruiramo svet. Svet tam zunaj ne obstaja. Naši možgani ga konstruirajo. Vsako stotinko svojega življenja ga konstruirajo. Naša zavest seveda v tem nič ne ve. Ampak meni se zdi briljantno, kako so nekateri filozofi to ugotovili, brez sodobnih skenerjev in sodobne nevroznanosti, in kako sodobna nevroznanost potrjuje ta spoznanje. Torej, simbolizacija, zmožnost za simboliziranje sveta je v jedru naše narave, če obstaja kaj takega, kot je jedro. In temu se sploh ne moremo odreči. Tudi, ko imamo popolnoma razsute možgane, bodo, saj upamo, drugi skrbeli za nas. Natanko kot simbolna bitja. Čeprav sami ne bomo zmogli, naši možgani ne bomo zmogli več simbolizirati sveta. Ga bodo drugi simbolizirali namesto nas. Že sama skrb za drugega je simboliziranje sveta, je simbolizacija sveta. In egalitarna simbolizacija je zato nujni konstrukt, je nujna besedna zveza. Simbolizacije sveta, ki niso egalitarne, so po definiciji nepravične, ker ne morejo izhajati iz egalitarnih aksiomov, ki sem jih danes navedel, ampak morajo izhajati iz drugačnih osnovnih predpostavk, da so ljudje različni, da so eni bolj inteligentni kot drugi, da obstajajo različne rase, da je prav, da obstaja družbena razmerja, torej hierarhična družbena razmerja, ker so eni boljši kot drugi, so eni sposobnejši vladati, drugi so bolj pripravljeni, da se podrejajo in tako dalje in tako dalje. In v tem smislu, seveda, z demokracijo nikoli ne more biti ničesar drugega, kot to, na kar pogosto pristajamo, se pravi, da je demokracija to, da lahko povemo kakšno svoje mnenje, da lahko tvitnemo kaj takega, kar se nam zdi, ali pa da gremo nekaj 4 leta nekam na volišče. To nima zveze z demokracijo, strogo vzeto že ne. To je vse. Lahko nekaj vprašam? Kaj pa je potem iz vidika možganov ta razlika med človekom in živaljo, da se recimo žival ne upre? To vprašanje je izjemno široko. Izjemno široko. Zdaj, če gledamo recimo en termitnjak, milijon termitov v njem počne tisto, kar pač termiti počnejo. Naivno začetno vprašanje, ki se mi zdi dobro, čemu ne bi se upirali? Ne, recimo, pač prašiči pa tako. Ok, dajmo s termiti začeti, bomo pa... Okay. Ne, mislim, da bi se živali v pokolu uprli. Ok, ja, dobro, no prav. Živalska farma, bomo prišli do tem. Ampak, dajmo nadaljevanje, samo na kratko. Ko pa pride rovničar in jih pobije 100.000 teh termitov, ki ima dolg jezik in razkoplje, ker ga je evolucija za to upremila, ima dolge kremplje, razrije tisto sicer trdo stavbo, z dolgim jezikom jih pobere ven, se naje, recimo jih 100.000 izgine. To je zame mogoče celo bolj fascinantno kot vprašanje, zakaj se ne uprejo, do tega še pridemo. Kaj naredijo preostalih, ne vem, štejte od 1 milijona 100.000, 900.000, kaj naredi? V 2 dneh popravijo termitnjak, da je tak kot prej. In seveda s tem se vrnemo nazaj, čemu ne bi se po oni upirali in tako naprej, ampak ali ni v tem še nekaj boljšega kot logika upora, ko ljudje razmišljamo o uporu, smo pogosto predvsem histerični. Kdo se bo uprl, kdaj bo dovolj ljudi na tem svetu, da bomo ne vem, kaj naredili, ne pridemo nikamor. Še nekaj bolj naredili, nekdo ti rasuje. Zdaj, potegnite usporednico. Če ste gledali, naredimo to usporednico, če ste gledali film The Square, eni ste ga. Tam imate eno krasno sekvenco o tem. Gala večerja, opedenani ljudje, dame in gospodje, pač
večerjajo, pripravljajo se večer, sedijo neki halj, krasno, lepo vsi. In v to idilično sceno uleti en umetnik, nekako oponašajoč šimpanza. In najprej zgleda vse skupaj malo tako za hec, pa malo tako malo se hecamo, pa malo fino, ja, performance, super, ampak on stopnjuje svoje nasilno vedenje. In v določenem trenutku zgrabi eno damo, ampak res zgrabi, za lase se mi zdi, potegne po tleh, očitno gre za nasilno dejanje. To traja jih kar precej minut, da se končno en zgane, in potem en trije moški pač obvladajo tega umetnika, tega performerja. Ampak dokler je on ne potegne, daj pa primerjajte. Vem, da je to zdaj malo provokativno, ampak je namenoma provokativno. Ko termitnjak, ko nek termit zazna, da je pač to neka luknja, nekaj je podrto, pošle neke kemične signale, uletijo vsi, popravijo. Ljudje smo pa zmožni čakati in najti najrazličnejše razlage, kaj se dogaja, ko se očitno dogaja nekaj, kar je nasilno, kar nas neposredno ogroža itd. Tukaj bi jaz postavil vprašanje. Zdaj, seveda, če gremo k prašičem, ali pa k kravam, ali pa in tako dalje. Zdaj, en tak malo bolj mogoče pritlehen argument bi bil ta šibek. Saj, kje pa piše, da se ne upirajo? Zdaj, beri, kaj to pomeni. Raziskave obstajajo, živali so velikokrat pod stresom, nekatere so ves čas pod stresom. Celo pred časom je, zdaj ne vem, kateri parlament, ali je bil britanski, ali kjer. Nek parlament v Evropi je sprejel sklep, da ne smemo več metati, ali pa tam ne smejo metati rakov živih v vrelo vodo, ker je to zanje stresno, da jih morate prej nekako bolj na soft način, ne vem kaj že z njimi narediti, preden jih vržete v, ne vem, če kdo pred časom je bilo, ni bilo dolg nazaj, nekje v enem parlamentu. Te živali so toliko pod stresom, imajo v sebi toliko enih molekul, ki pravzaprav jih, na tej osnovni ravni človek ni dobro, da jih prav preveč se zauži. Zbravi, ali ne gre na nek posreden način seveda za nekakšen upor, ki ga pravzaprav sami sprožimo, ampak ta je šibek. Boljši argument je tale. Če imate pred seboj, če razmišljate, podobno kot sem prej nakazal, tako Martin Nussbaum ogromno teh primerov, če opazujete vedenje pravzaprav kateregakoli živega bitja, vključno s bakterijami, jaz verjamem, da se lahko skladno s tem, kar je John Rawls, z miselnim eksperimentom, ker ste zmožni razmišljati, znajdete v položaju, mentalnem položaju, ko jih občudujete. Mene pred mnogimi leti, ko smo prvi slišali za virus HIV, jaz sem prvi slišal takrat v Berlinu, sem v nekem kongresu in so začeli nek virus, eni Nizozemci so bili, nek virus HIV, pojma nisem imel. Ampak če pogledate, virus najverjetneje ni živ, najverjetneje ni, pa vse eno. Pustimo, da škode veliko naredi. Če gledate samo njegovo inteligentno delovanje, mislim, če to ni inteligenca par excellence, jaz ne vem, kaj inteligenca je. Kako uspe neko neživo, neka tvorba, ki je mikro, toliko, da ima nekaj malega okrog DNK, pravzaprav je to molekula DNK, pa še plus pa atomov zraven. Kako uspe prepričati, prelisičiti živo bitje in njen DNK in ga prepisati tako, da začne proizvajati virus sam. Mislim, jaz priznam, da me to sezuje. To je inteligenca. Dobro, zdaj, če gremo seveda gledati neke primerjave, neke klasifikacije obstajajo, ampak veste, jaz sem vedno manj prepričan, da smo ljudje najbolj inteligentna bitja na zemlji. Pustimo zdaj v celom vesolju, da tako nismo. Jaz nisem prepričan, da je to res, za Boga. Sam še to povem, pa gremo še kaj naprej. Če pomislite spet, zanj sem gledal
dokumentarc, v katerem so nastopili skoraj izključno Nobelovi nagrajenci za fiziko. Krovni naslov je bil, seveda ste že uganili, Climate Change Deniers. Prosim, Nobelovi nagrajenci za fiziko. 50 minut udrihanja čez debile, meri IPCC, in vse ostale, kako lahko ljudje verjamejo danes v climate change. Nobelovi nagrajenci za fiziko, še enkrat poudarjam. Se pravi, mene to ne, jaz sem pripravljen na neki ravni za kratek čas sprejeti, ok, prašiči so, seveda so inteligentni in tako naprej, zdaj razprave o tem, so živahne, ali so zmožni ali simbolizirati, kako se lahko med sabo organizirajo, kaj bi ta upor sploh izgledal. Ok, sem pripravljen, ampak v resnici me to sploh ne zanima. Mene bolj zanima, a bomo, recimo, človeštvo, ljudje, prašiči bojo itak preživeli, pa črički tudi, virusi pa sploh. A bomo mi preživeli naslednjih 50 let za Boga? Pred 3 dnevi sem bral od nekega slovenskega fizika, kar dolg zapis, dela v CERN-u, prosim, v CERN-u, v eni najbolj dragih in najbolj uglednih inštitucij, v bistvu to stroj na svetu. Ok, dolg zapis, sorazmerno dolg, v katerem med drugim piše tole. Vem, da je zdaj iz konteksta vzeti, ampak ne, mi pač zaupajte, ker sem prebral celega. V nekem stavku zapiše, kaj je z ljudmi narobe. Energija prihodnosti je, prosim, dobi se verbatim, nisem se, ker sem preveril večkrat. A veste, kaj je energija prihodnosti, če poslušate tega fizika, ki je sicer zaposlen v CERN-u, če to kaj pomeni, nekaj malega že mora. Premog. Energija prihodnosti je premog. Zdaj, kako to skupaj dati? Z vremenom, ki je dokazano, pa podnebjem. Tako da, jaz se sprašujem o zmožnosti inteligence, ki jo kažejo ljudje, empirični ljudje iz dneva v dan. Ne toliko o tem, zakaj se prašiči ne uprejo. Samo tole bi komentiral, ker v bistvu, če tako pomislimo, imajo zelo majhne tudi možnosti za kakršen koli upor, ker je že vse tako narejeno. Nekako še najlažje bi se oprli z begom, če jim bo dal možnost bega, bojo verjetno to naredili. Ampak pa lahko potegnemo sporednico, zakaj se recimo niso oprli v Auschwitzu, vse so se probali, samo možnosti za to so bile minimalne, ampak če še naprej potegnemo sporednico, meni se zdi bolj čuden, zakaj se ne opremo mi danes, temu vulgarnemu svetu, v kakršnemu živimo, recimo. Ker imamo še več možnosti, pa so vse recimo. Ker res ne smemo biti prehiter moralistični moralizatorji, to sem tudi povedal, pa se zdaj pač bom ponavljal, tisti, ki ste to poslušali, preskočite, mi oprostite. Pred nekaj leti nazaj je bil objavljen a je bil New York Times, ne vem, to ne bom trdil, pač nekem znanem, uglednem časopisu, je bil prispevek ene gospe, ene ženske, z naslovom, zakaj v svojem življenju vedno znova vlečem slabe poteze. In razloži, kako izgleda njen dan, tipičen dan. Zjutraj vstanemo 5, ker je, mislim, da je Snežilka, ne vem, kje že dela, sama živi z otrokom, otroka najprej pelje neki sosedi tam, da ga bo varovala, ker nima za vrtec, potem gre dela cel dan, pač to, kar počne, potem gre popoldne hitro nazaj, seveda s podzemno, ki je nabita polna, ker nima za taksi, ker nima avtomobila, bla, 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 pride domov, ne vem, 5, pol 6, vmes kupi še najcenejše makarone, zato ker nima več denarja in tako dalje. Potem gre po tega otroka, ki je mogoče bil že zlorabljen vmes, ali pa tudi ne, mogoče so ga ugrabili, kaj pa veš, ona gospa sploh še pripravi in potem zvečer pač pade dol, zakaj, ker moram 4:45 vstati. Zakaj vlečem slabe poteze? Ker nima nobene druge možnosti. A veste, to je lahko izjemno cinično in tudi je cinično. V mnogih primerih je to čisti cinizem, ko vam preko glasov danes ali pa prek medijev sporočajo, ne vem,
če imate dovolj trdne volje, če ste močna osebnost, imejte dobro idejo, potrudite se, uspela vam bo in ta jajca. Hotel sem še tole reči, da sem opozabil. Vprašanje. Ali ta slovenski znanstvenik iz CERN-a rekel oglje? Ne, premog. Premog je energija prihodnje, zdaj so on kot fizik zna to zračunati, ko ga na kilo pride in z nafto, kako je pa ogromno, Kitajci imajo ga je ogromno zelo premoga. Jaz zgolj citiram... Ja. Če niste, mogoče ste... Sam pa, da sem prišel. Zgolj kot... Nekaj sem prej še hotel reči, vedem v zvezi s cinizmom. Saj sem celo spomnil. Prehiter, ogromno ljudi nima možnosti. Pa tudi, seveda, zdaj, sam še to dodam, nam je tukaj udobno, nam je tukaj super udobno. Čemu bi se pa uprli? Temu, kar vam omogoča, da vam je super udobno, dvomim, da bi se temu uprli. Oziroma, težko je to že sploh misliti. Zakaj bi se jaz uprl nečemu, če mi je pa super udobno? Mislim, infrastrukturi, vsemu ostane zore mora delovati en blazen družbeni ustroj, da je nam tukaj udobno. Sej, drugače nam mora biti udobno. Ne? A smo se res pripravljeni upirati temu ustroju, ki mora vsak dan delati, da imamo ceste splužene. A veš, ljudje so res zanimivi, zdaj, ker malo sneg pade. Človek ostane v 5 zjutraj, moj pločnik pa še ni splužen, ali pa moja ruda stezica do une ceste tamle še ni splužena. Daj malo misel. Ljudje so ostali v polnoči, sedeli v avtomobile, plužijo po celi Sloveniji, a ti vidiš, moje pa niso, mislim, šalabajzarji. Pa to poslušate vedno znova. Tukaj bi jaz bolj zagrabil stvari. Kako razmišljati o ljudem, ki jim je, sam priznajmo si, super udobno, da so pripravljeni, pravzaprav ne najdejo ničesar drugega, da bi robantili na tem svetu, dozimo pa 3 cm snega, kako je to možno, da una služba ni splužila. Z lahkoto je to možno, samo če ste pripravljeni misliti. Pa pogledajte, koliko kilometrov cest imamo, kaj vse je treba narediti, da je ena klinčeva cesta splužena. Jaz mislim, da nisem dosti poglobila razumevanje. Vi ste hoteli povedati, da je danes demokracija. Koliko je danes demokracija razumljena, da je napačno razumljena? Popolnoma napačno. Popolnoma napačno. Potem, če sem jaz prav slišala, demos kratos, se pravi, moč množice na način, to se pravi, to so razmišljali, ne vem, to je antična Grčija, da je ena moč množice, ki pravzaprav omejuje oblast, oziroma nadvlado. Da to naj bi bila, tako naj bi bila razumljena demokracija. To je njena temeljna funkcija. A sem prav razumela? Ja. To je temeljna funkcija, ste prav razumeli, ja? Ja. In da tudi taka demokracija bi rabila državo. Brez države si jaz ne znam predstavljati, kdo bo spontano skrbel za invalide, ostarele, dementne, bolane. Jaz si ne znam sploh te... Neka nadstruktura, prosim, kdo bo reguliral, recimo rečete, ali pa rečejo, da se ne rečete vi, temeljna neoliberalistična mantra. Sej, kaj pa pravzaprav oni uporabljajo, kaj pa je nevidna roka kaj drugega, za Boga, kot neka metafora, kako se v agregatu stvari pol vseeno nekako se omejijo in tako naprej, čeprav iz dneva v dan vidimo, da se ravno ne omejujejo. Omejuje se vedno znova ene in iste ljudi. Ja, kdo pa Bill Gates omejuje? Še takrat so ga na sodišče dali, bil čez 3 mesece bogatejši kot prej. Ko so mu neki tam, ne vem, pa že. Danes pa
In usporednico vidim tudi v vsakdanje, torej pri posamezniku. Ja, kaj pa je etično delovanje, če natančno pomislimo, etični princip? Razmišljate, recimo, vzemimo to znamenito Kantovo, naj bo drugi človek vselej cilj in nikoli sredstvo za dosego kakšnega drugega cilja. Kaj za Boga to pomeni, če ne najprej omejevanje menega samega? Jaz bi drugega človeka malo zlorabil, vsega bom čist malo bi ga zdaj uporabil, kakšno vezo, poznanstvo, saj ne bom velik, da bi dosegel kakšen svoj cilj. Kant reče bullshit. Lej, ne gre tako. Se pravi, a ni ravno tisto, kar je najtežje za človeška bitja? To, kar imenujemo samoimanje. Jaz ne vem, zakaj bi sploh imeli etično filozofijo, če ne bi človeška bitja morala omejevati sami sebi. Zdaj smo prej pri termitih. Termiti so z naravnimi zakonitostmi omejeni glih tako, kakor je treba, da preživijo. Ne rabijo nobenega in druge živali. Zato skrbi evolucija kot nevidna roka. Okay? Mi, in tle bi se zdaj lahko pripeljal, in to bi je všeč, kako je Freud to briljantno dojel. Mi smo podvrženi ne instinktom, instinktom so podvrženi termiti, ampak gonom. In kako se mimogrede, z lahkoto, in to se dogaja vsak dan, se znajdemo onkraj, ko nam postane udobno, ko se lahko mirne duše zaslepimo, da nekoga izkoriščamo, da smo nemoralni, da malo lažemo, da se malo sprenevedamo, da se egoistično obnašamo in tako naprej. To se nam dogaja nenehno. In ne vidim smiselnega razloga za etično razmišljanje, po eni strani se kot univerzalno je možno, po drugi strani ne vidim smisla za etično razmišljanje, če ni temelj etike ravno v omejevanju samega sebe. Upoštevaj ali pa obnašaj se do drugega človeka tako, da bo cilj, ne kot sredstvo, ne smeš, ker seveda, in kapitalizem pravzaprav po malem počne, jaz izkoriščam vas in pa mene. In če to narediva na en tak soft način, oba rečemo, super, vi imate korist, jaz imam korist. Samo, kako hitro ne spregledamo, da se kapital po svoji notranji naravi kopiči in da to ipso facto pomeni, če ga eni imajo, ga drugi ne morejo imeti. Pa če še tako pozivate, ne uporabijo svojo močno voljo, da bodo uspeli in tako naprej. To je zgolj psihologiziranje. Potem, če ko ste prej rekel, zakaj bi se pač uprli, če nam je pa dobro, ne? To je bilo provokativno vprašanje. Ja, če nam je dobro in fajn, ne? To se pravi, da preveč delujemo na nivoju enigonov in da je pravzaprav ta osnovni občutek za pravičnost nekam zamegljen, ali pa kaj bi rekel. Oziroma, če bi bil ta občutek za pravičnost dosti jasen, bi mogli imeti potem nekako eno mejo, ko bi dejansko rekli, tega je dovolj. Oziroma, kako bi to povezali z možnostjo razmišljanja in inteligenco. Kaj pravzaprav pol inteligenca smo deleč od enih inteligentnih dejanj, če dopuščamo to, kar dopuščamo? Jan Patočka, ki sem ga prej omenil, izvrsten filozof in bi zdaj ga rad postavil na sceno. Jan Patočka je prišel do enega spoznanja, ki spet ni bil prvi, ni to originalna misel, pa vendar je pomembno povedati, da jo je zapisal in pri njej tudi ustrajal in se je tudi gor plačal. Drugače ga eni preganjali, če bi bil konformist in bi tam predal tisto, kar je bilo v Češko-Slovaški takrat nekako, kaj se neoprašljivo ali pa na univerzi, se vemo, kako se to tolerira. Kaj je rekel? Prišel je do tega, ko je razmišljal, da bi se lahko povezal, Sokrata. Sokrat tega vprašanja, pravzaprav vsaj, kar jaz vem, ni postavil, lahko bi ga pa. Na tej ječi, ko se pogovarja s svojimi učenci, ko mu rečejo, lej, mi ti bomo organizirali, imamo zveze, imamo prijatelje, bogate, bla, 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 te bomo nek otok, neka.
In Sokrat najprej reče, ja, veš, lej, itak me bo oblast prej slej dobila, nekdo bo povedal, izsledili me bodo, pa pol spet nazaj, preganjali me bodo, ali brez veze, sploh bom pa lih kar 70 let star, ma ne bi. Lahko bi pa še nekaj drugega Sokrat rekel svojim učenicam. In Jan Patočka je natanko to rekel. Zdaj ne vem, zato ker je, vse ni važno zakaj. Rekel bi lahko tole, Sokrat namreč. Ok, recimo, da me rešite in grem na en oddaljen otok, pa nihče nikoli ne zve in preživim do konca tistih nekaj let, ki jih še imam. A bi bilo to možno? Lahko. Zakaj pa ne? Možno bi bilo, ne vem. Pravi, ampak tole vprašanje, dragi učenci, bi vam zastavil. Vi mene spravite na ta oddaljeni otok, tam je izobilje, hrane je, ne vem, mogoče še moje 3 sinove, pa Ksentipo mogoče tudi ne, ampak vse. Pripeljete za menoj, smo mi srečna družina ever after. Pravi, ok, ampak pozabite na eno vprašanje. Kaj bom jaz kot filozof na tem otoku, kjer mi bo sicer udobno, sonce sije, hrana je v izobilju, počel do konca svojega življenja? Kako bom jaz pogledal samega sebe v zrcalo, če so takrat že zrcala imeli, ali pa v vode, meni vse en kam, in si rekel, čakaj, dragi Sokrat, vse življenje si zagovarjal principe, ok, a čist na koncu si se pa vsemu odpovedal in pravzaprav, a bi mu lahko kdo, Sokratu, kaj resnega učitev? Jaz mislim, da ne. Sodba je bila nepravična, obtožba je bila absurdna, kasneje so že zdavnej obsodili in to. In Sokrat bi lahko še vedno bil junak, naredil je nekaj, ker vsak človek bi to naredil, to je čisto razumljivo, pa vendarle ni, ker je vedel, da je s tem, če bi to naredil, na nek način njegove filozofske poti konec. Tudi, če bi potem še živel, ker bi vedel to, kar je zapisal, Sokrat ni, Jan Patočka pa je. On je zapisal dvoje. Prvič, filozof v svojem spraševanju, in to je njegova dolžnost, to je njegova naloga, mora, če resno jemlje svoj poklic, drugo je, če ga ne. Sam pol ne vem, če je še filozof. Če ga resno jemlje, mora prej ali slej se začeti približevati temu, kar Jan Patočka imenuje meja. Obstaja meja. Kaj to pomeni? Kakšna je meja? On je seveda tudi na lastni koži izkusil. Ko so prišli ga prvič aretirati, je vedel, očitno je tle meja. Niso me več pripravljeni prenašati, tolerirati karkoli že, meja, in so ga aretirali. Sokrat je zelo vedel, kje je meja. Niso prišli po njega, ko je 30 let, star pa 35, pa 55, ko je bil pa 69, so pa prišli. In tako dalje. Jezus Kristus je natanko vedel, kje je meja. Če on ne bi odšel v Jeruzalem, kdaj gremo mi tle, ne vemo. Mogoče bi čisto lepo mu zneslo, tako kot je Scorsese pokazal v filmu Zadnja Kristusova skušnjava. Jan Patočka pravi, torej prej ali slej naletiš na tako mejo. To je meja cenzure, represije, nekomu več nisi všeč, bla, 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 sej ste dojeli. Pravi, in to je pa druga zadeva, natanko na tej meji filozof, če še tega ni naredil, mora sprejeti odločitev. Ali je še filozof, ali se pa odpove in pljune pravzaprav sam sebi v obraz in reče, veš kaj, zdaj bom jaz trajal brez veze, to je preveč nevarno. In spet, a bi kdo temu lahko ugovarjal? Težko. V tej perspektivi, te odločitve, kateri je govoril Jan Patočka, se lahko, seveda, mnogi se zelo jasno vprašamo, še enkrat, kolikokrat so se že, a mi filozofe sploh potrebujemo. Saj pravzaprav, če zdaj gledamo za nazaj, kaj pa so drugega, če ne nekaki prostovoljni samomorilci? Giordano Bruno, Descartes, dobro, Galileo ni bil filozof, Sokrat itd. Jan Patočka, no vse, oni si njega niso. Prostovoljni samomorilci, oni so mučeniki. Kaj pa imamo od tega? Zlasti pa kaj imajo oni od tega? Oni nič.
Ali je tako razmišljanje zelo navzoče? Je. Zato sem tudi danes začel z nekim klišejem. Ampak hkrati sem dodal, pa vendarle ogromno ljudi kaže živahno zanimanje za filozofijo. Se pravi, tako zlahka pa spet ne gre. Ampak, in tle Alain Badiou pravi v tej svoji knjigi, ta zadnji, mislim, da ima naslov Pravo življenje, nekaj v tem smislu, pravo življenje, resnično življenje, pravo življenje. Pravi, v bistvu je to njegovo pismo mladim. In tudi reče, Alain Badiou, dovolj sem star 79 let, podobno kot Sokrat, in napiše to knjigo, to je pismo mladim. Okay? In reče, če nam danes, nam ljudem, meni vsem, nam smo privilegirani, ali pa komu drugemu tudi, česa primanjkuje, potem to nekaj označuje ena sama beseda in samo ena, in to je pogum. In stvari se izidejo. Sokrat, nekaj minut pred smrtjo, razpravljati, kako smo začeli. Jan Patočka umre, kmalu potem, ko zapiše ta stavek, dobro, sicer je zbolel in okej, ni ga glih oblast ubila. Alain Badiou pravi, mogoče pa danes živimo v časih, v katerih je naša subjektivnost. Spet ne mislim, da pri vsakem človeku, seveda ne. Subjektivnost, prevladujoče oblike subjektivnosti so take, da so tako poškodovane, to je zgolj vprašanje, da je pogum nekaj, pogum je za tako odločitev je potreben. To najbolj se strinjate. Okay. Tako kot je bilo potrebno zbrati pogum leta 1941 in reči, jaz je pogumajno, vem, da me lahko ubijajo, marsikoga bojo, mogoče tudi mene, ampak vsem grem. Okay. Naši očetje, babice in tako dalje. Mogoče nam pa res primanjkuje poguma. Ja, ta meja, ko pride do te meje, kako ste rekel, ne, da je tam filozof, tako kot Sokrat, takrat ta češki filozof, to se pravi, ko pride do te meje, moraš imeti pogum, da vztrajaš v gibanju resnice. Oziroma, v gibanju resnice, oziroma da ti v bistvu v gibanju pravzaprav manifestiraš točno tisto vrlino ali pa nekaj, o čemer si govoril. Zato jaz ne bi prehitro, oziroma ali pa neustrezno razumel tega, kar zapišeta Deleuze in Guattari v knjigi Kaj je filozofija. Ko čisto na začetku rečeta, zapišeta dva stavka, dva lepa stavka. Eden je, da se, oba stavka sta seveda metafori, da se filozofija začne tam nekje o polnoči, ko hrup se potiša, večina ljudi že spi, nek prazen prostor je to, in filozofija se začne. Mislim, da je to dobra metafora. In drugič, ko zapišeta, da filozofija lahko šele človek, ko je dosegel določeno starost. Ampak tudi to je metafora, to ne pomeni, da boš zdaj biti star, žblja let. Določeno starost, mogoče določeno zrelost. Določeno stanje duha, zaradi mene to ne pomeni, da zdaj pa 15-letniki ne more biti filozofi, tega ne trdim. Določeno stanje duha, ko, jaz v to verjamem, tudi dovolj star sem že, tudi fizično sem že dovolj star, da mogoče to kaže na Libi, da dobi človek izkušnjo. Jaz mislim, da to je izkušnja in da je dobra izkušnja in da je vredna izkušnja. To je empirična izkušnja, da po eni strani globoko dojameš koncepte, ideje, s katerimi smo se danes srečali, pa seveda še mnogi druge. Da obstaja neka izkušnja, ko doživiš nekaj, česar prej nisi mogel pričakovati. Nekaj nisi mogel pričakovati. Namreč, ko govorimo o vednosti, znanost, Higgsov bozon, ko znanstveniki v CERN-u za veliko verjetnostjo 99,99 dokažejo, da je tisti bozon najverjetneje, ampak res najverjetneje Higgsov, Peter Higgs, ki je bil zraven v dvorani, ko so te rezultate razglasili, Peter Higgs je bil gotovo takrat, je imel neko posebno empirično izkušnjo. Po 50 letih so dokazali, da sem imel s svojimi matematičnimi izračuni prav,
ko sem predvideval, da bi Higgsov bozon moral obstajati. In to mora biti silno močna izkušnja. Jaz si kar domnevam, pešo, to mora biti, wow, mislim, to gate trga. Kva sem jaz dober, ampak je takega, ne? Ok. Ampak vendar ne, ko govorimo o znanosti, verjamem, da je to šibek argument, mislim pa, da neko vrednost vseeno ima. Ves pot pripelje, pa mogoče 50 let, ali pa zdaj so recimo dokazali obstoj gravitacijskih valov. Gravitacijski valovi govorijo Einstein pred 100 leti, pred natanko 100 leti. In če bi danes živel, bi tudi lahko rekel, wow, kaj sem šele jaz dober, 100 let so rabili. Ampak vendarle, zdaj prosim, z vsemi zadržki, je nekako pot počasi vodila k temu, da bomo prej ali slej imeli tehnologijo, da dokažemo recimo gravitacijske valove. Trdim pa, da obstaja vsaj še ena izkušnja, recimo filozofova, kot sem prej rekel, nekako globoko dojameš, neka zrelost, nekaj se je zgodilo, tako pravite, da losing theory, se skuša temu približati, ko se nekega dne zbudiš in rečeš, tega pa nisem pričakoval. Ja, to sledi, ta premisa, una premisa, konkluzija, vse, ja, to smo videli tudi že včeraj. Ampak ta izkušnja, globoka izkušnja, da te ni strah, o tem govorim. Da te ni strah, da lahko rečeš, pismo, rosno, jaz pa mislim, da se je Sokrat nekako podobno počutil v tisti jami, luknji, kjerkoli je že bil, 3 minute pred smrtjo. Ker se je, veste, kratilo, če berete, ne, ko Sokrat je, on spi, ne, zjutraj, ko ti na dan smrti, ne, on drema, ga zbudite, učenci ga zbudijo, ne, nervozni, živčni, učitelj odhaja, on pa spi, ne, in kako ti lahko tako mirno spiš, nimam razloga, da ne bi. Ampak po mojem mnenju je Sokrat že zdavnaj prestopil ta Rubikon, to mejo. Jaz verjamem, zdaj seveda nimam dokazal, da je Sokrat res, ampak trdim, da obstaja taka izkušnja in ker mi je zelo blizu. Mi je zelo blizu, izkustveno mi je zelo blizu in gate trga. Ta izkušnja je res dobra. Da se dejansko ne bojiš. Tle sem jaz pripravljen biti idealist. Da verjameš to, ko so mnogi filozofi zapisali, tudi Jan Patočka, da je za ideje vredno, čeprav se zdi patetično, sliši se patetično, ampak hudiča, jaz mislim, da je nekaj na tem vredno umreti. Ker jaz ne vem, zakaj bi šli naši dedijo v partizane za Boga, če ne zaradi neke ideje, tole ni v redu, kar nam hoče ti klinci narediti. Mi se gremo v pil, ampak, seveda veste, ne, to so bili v glavnem mladi ljudje, recimo, da takrat prašite enega 20-letnika, jaz grem pa, kaj reš pa ti jutra, gremo v kino, jaz pa v Gmajno. Okej. Kaj smo tam počel? Borili se bomo s sovragom. Kako pa? Ja, bom že kje kakšno puško dobil, ali kva že. Ampak to je dejansko izgledalo, ne pri vseh, ne? A kar tak v nekih opa... A veste, meni je zmeram, zdaj sem se pogovarjal z velikrat s tem, z enim gospodom, ki je 90 let zdaj star in je bil v partizani. Jaz sem tako mehan otrok, sem ga spraševal, ti, kako ste šli pa začel spat? Mislim, da je dež padal. To je naivno vprašanje. Pa vendar je dobro, kako smo šli spat? Ja, če nas niso glih preganjali, da smo bežali, ne? Če smo sploh lahko spali, ja pač nekam si se vlegal. Pa če smel kakšen kot si se pokril, če ga pa nismo se, pač nisi. In če bi zdaj vprašali te ljudi, ne, dajte mi 2 dobra argumenta, zakaj vi to sploh počnete? Jaz mislim, da bi bil najbolj pošten odgovor, no reason at all. Tako je preprosto treba in pika. Toliko glede tudi sprave v tem narodu, ki se zdi, da zdaj je približno tako 50-50. Zdaj treba se samo še spraviti. Partizani rečejo domobrancem, ja, mi vas čisto razumemo, ok, vi ste bili na uni strani, domobranci rečejo pa partizanom, no ja, dobro, saj mi tudi vas razumemo, vi ste bili pa na uni, shake your hands, fine, hvala. Ne!
To ni sprava. Ker če je to sprava, potem vse pade, kar je kadarkoli proizvedel, kakšna filozofija etike. Na neki ravni ni več sprave za Boga, to hočem reči. Ena smer je ta prava, ena pa preprosto ni. Pa še to, ne, ste rekel, da ste tega gospoda spraševal. Jaz sem malo očeta malo spraševala, da je že dolgo pokoj, pa me žal, da nisem več. On je rekel, da je bil pripravljen jeti, zato da bo pravična družba in da je nevadno vsem, če bi umrl, če bi strelen, če bi... Ne ljudje. In v tej situaciji sam nekako spad, da je soborc bil ranen, prav črevesi mu je kar ven pisal. Prav jaz, da je točno sem polil, pa črevesi moc pravil, pa se jim odsvernem tok zašil, da to tazga lahko do pravega doktorja pripala. Mislim, pa vse so to naučili. Ja. In to so počeli na veliko. Ja. Se pravi v milijonje po celem svetu, če lahko. Ja. Ok, zdaj jaz bi s to izkušnjo zaključil, se pravi, vse skupaj smo pripeljali do neke empirične izkušnje, ker na začetku sem rekel, da je filozofija ekstremno koristna in uporabna, če lahko ta žargon uporabim, in pripeljal, vsaj upam, da sem pripričljiv način do ene izkušnje, ki je izkušnja poguma, in jaz ne morem drugače, da človek se mora v življenju odločati tako ali pa vedno znova, in če to ni koristno, pač ta pogum, pol jaz ne vem, kaj je. A ste vi hod, prosim? Ja, ampak a nam ne ravno kapitalizem laže, da je, stavljeno govori, da je v nas moč in da nas ni strah, da smo itak močni sami. S druge strani pa... Zdaj, jaz sem napisal pred časom knjigo, v kateri sem skušal razmišljati o tem, ker sem imel preprosto tega dovolj, kako je psihologija postala dekla. Sej, temu rečemo psihologiji psihologiziranje. Moč, jaza, odkrite notranje razrede. My ass. Mislim, jaz zdaj nočem reči, seveda, da človek ne more priti do takih izkušenj, sej tole, kar smo zdaj govorili, to je izkušnja, ki človeku nekako, mi porabljamo metafore za svoje notranja stanja, rečemo, wow, čutim, kot da bi imel neko moč, da ustrajam, če pa, ko on govorijo, ustrajajte, ali pa bodite zvesti, ali pa bodite resnicoljubni, seveda govorimo o nekakšni moči, samo o tem ne govorijo zastopniki kapitala. Zastopniki kapitala pravzaprav nas skušajo zvabiti, udeležite se iste orgije kot mi, lejte, nam je že ratalo, sej bo vam tudi. Tako da tle, kar se mene tiče, je meja absolutna. V nekem smislu gre za nekakšno, laž, prodajanje megle, so pa to privlačne metafore, ki lahko, recimo, če zdaj predstavljate kakšnega motivatorja, ki nagovarja 10.000 ljudi, v tem smislu marsikoga to naredi vtis. Je moč, je volja, samo zakaj jo boš ti uporabil? V katero smer, Sam, če dovolite, jaz bi še opozoril na to, kar sem že rekel, kar Platon zapiše. Sokrat na sodišču reče, vi, ljudje, tožniki, vi sodniki in tako naprej, ste zame manj pomembni, ker moja prava, on govori o podložnosti, o bogljivosti. Jaz sem podložen neki višji instanci, ki pač on imenuje Bog. A veste, v tem izrazu moč je pravzaprav tudi nekaj paradoksnega. O tem številni ljudje govorijo, tudi Kant, da človek začuti to moč, voljo, whatever, ko se na nek način podredi nečemu good life, temu rečemo, nečemu, kar ima status dobrega. To sledi temu elementarnemu subjektivnemu občutku pravičnosti. Ko človek začuti, da sledi nečemu, kar je dobro, da se o tem razmišlja, da bi se prepričal, ali je zares in tako dalje, ampak dokaj časa čutiš, da je to dobro, imaš ta občutek moči.
za razvijanje recimo vsakdanjega kapitalističnega življenja pa zlasti ljudje, ki nimajo dostopa do kapitala, pa res težko v tem prepoznajo nekaj dobrega. Sej kapitalizem je gotovo v nekem smislu dober za tiste, ki so lastniki kapitala. Ampak ali je to res zadnja ideja dobrega, o kateri govorijo filozofi, tudi slučajno ne. Sej, spontani občutek tudi ljudem pove, nam, ki smo zdaj tukaj. Sej, tudi to je že zlizano, ampak vendarle je pomembno. Ali smo res pripravljeni sami sebi reči, tisto ultimativno dobro, kateremu bi jaz želel priti v svojem življenju, je imeti čim več denarja, premoženj in tako naprej. Sej lahko da kje zagrabi, pa se reči, ja, okej, ampak če mačke nadaljujemo, samo malo, se reče človek, ja, ne, obstaja še nekaj več in tako dalje. Prav, še enkrat hvala lepa, v naslednjič.